Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dober večer. Premier Miro Cerar je danes s svojimi sodelavci obiskal eno od romskih avtonomnih con na Dolenjskem. Pripadniki romske manjšine so mu ob tej priložnosti pripravili nadvse pester kulturno-zabavni program. Poglejmo. A ste videli črnega Audija? Jaz ne, nakol. Hej, pridite ven, avta ne najdemo. Izginil je. Ja. Mali teč zdaj povedi, da je išel avto. Teč. No en kje je, pojma nemam. Le kakšno uro imaš stric? Dober dan. Čakaj, da vprašam, a ste kaj videli moj avto slučajno? Črn Audi iščem, pa me zanima, če ste ga vi videli. Ali pa vi. Ali pa ti. Fajem bi bilo, če bi ga dobil nazaj, tudi leasing še ni odplačen do konca, a ne? Saj razumete. Čak, ga bo bez darilom podkupila. Daj eno čokolado za ta malga, mogoče nam kaj pove. To je zate, pa kaj te stricka vpraša, po pravic povej, a ne? Da vidimo, koliko dober laže ta mal. Ja, tako da rajš povejte, to je zadnja šansa. Ja, povej, če si kaj videl črn avto. Videl, značko bil gor. A ja, no, kje si ga pa videl, a? Pozabil sem, Odlično, nič hudega. Bomo že enega dobili, ki bo priznal, a ne? Tako da bomo šli še druge otroke malo pogledat. Pejmo. Glej, nis bil noben od nas 100% gospod, drugo bi bilo, če bil Golf ali pa Peugeot, Audija, pa se ne splača. Nobenega servisa ni okolo, veš? Ja, veš, koliko stane originalni del za tak avto? To je vse predrago, nimamo mi denarja za take drage stvari. Nobeden ne bo šel ven, dokler ne dobimo avto. Ja, zaklenite, jaz sem jih navezala. Ja, tako. Glej, če si kje videla naš avto, mi moraš povedati, ker če ne ti bom mogel vzeti to lepilo, pa knjigico, pa vse. Ne šteka. Takole je izgledal. A si zihar, da ga nisi videl? Si zihar? Ja, nobeden nič ne ve. Okej, ti si mi pa sumljiv. Te bomo malo zadržali in še enkrat izprašali. Ja, je kar trajal. Sam pol je pa priznal. Kak pa je izgledalo? Grozen, Miro, to se je pa čisto mu je snel, ne? Aha, evo ga. No, evo ga. No, evo ga je že prišel. Avto so našel, baje so ga odpeljali otroci. To ni res. Ni res. To je sam dogovor. Moj tamov ni odpeljal tega avta, pa ne reče, kar hoče. Ja. Moj tamov še komi BMW-a pele. Ko gre v šolo. Ker ne doseže niti do gaša, zdaj ga pa vi tle obtežujete, ne? Ja, kako se pa piše? Branko, koliko je star? 6. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes za komercialni radio odkrito spregovoril o korupciji, provizijah in filozofiji pobiranja denarja po cesti. Poglejmo kratek odlomek. Bredasko ses, jaz bi sam vprašala gospoda župana in zdaj že končno pobacil do denarja, bo še enkrat kandidiral. Hvala lepa za odgovor. Čist božen. Lete Breda, jaz hodim po ljubljanskih cestah, ljudje so me lepo sprejeli, ampak ravno to je ta naša prednost v Ljubljani, da lahko poberaš v zdanje, pa vse lepo sprejeti. Denar je še, in tako, kot sem rekel pred leti, ne, da izziva vse, nekaj pridejo. Vse Ljubljana je boja. In že z nami nov poslušalec? Marjan tle, sam zanima me, koliko so bile provizije prstosta. Približno polovico. Toliko so bi rekli, da se pobere v Sloveniji. Ampak še to ni v redu. Ni zakonito. Ja, meni je žal, ne, nisem vedel, ne. Če bo pa treba, bo pa vrnil, ne. Super. V resnih težavah se je znašel prvak opozicije in kralj Twitterja Janez Janša. Tožilstvo mu očita za okoli 400.000 tweetov nepojasnenega izvora. Na sodišču bo moral dokazati, kdaj in predvsem kje jih je napisal oziroma ali mu je pri tem še kdo pomagal. Sumljivi so brat, žena in njena sestrična. No, poglejmo, odkot je tokrat začivkal. Iščem več se. Že je zaseden trenutno. Gospod Janša, a lahko samo eno vprašanje? Če lahko, govori se, da večino svojih tweetov napišete na stranišču. A to pomeni, da lahko v kratkem pričakujemo novega? Počakajte, mogoče bo kaj.
spet je zmanjkalo tle tega papirja, no. Gospod Janša, a mogoče že veste, kaj boste napisali? Težko ocenjujem naprej. Zakrivljena palica v roki, za trakom pa šopek cvetic, ko kralj po planini visoki, pohajam za tropom očic. O, Branko, lepo poješ. Malo mi je šlo, se upravičujem. Res je dobra akustika tu noter. Čakajte, poslušaj, boh ni fair takole, da poslušaš predvece, potem pa pišeš neumnosti. Zdaj, rabim mir, da napišem in tvito kučan. Evo, sem roke si še obrišem. Gospod Rupel, kakšno je vaše mnenje o WC tviteraštvu? O tem pa ne bi zdaj razpravljal. Ne bo že objavil. Zdaj treba pa vse polajkat, pa šerat. Tako. Ja. Če vas zanima, kaj je Janša tokrat objavil, si oglejte njegov profil na Twitterju. No, seveda pod pogojem, da vas še ni blokiral. Milan Kučan, ki mu je bil zapis dejansko namenjen, je za našo televizijo povedal tole. Tega prispevka, ki mu pošiljatelji pravijo šala, ne mislim komentirati. Kar je o tem dogodku treba vsem pač povedati, je, da Štefko po kosilu greva ven na cesto in bova delila piškote na ulici in to na njeno zahtevo. Gospod Kučan, torej povejte nam, ali boste tožili gospoda Janšo? Ne. Zakaj pa ne? Ali vam je vseeno, kaj se govori o Moglah? Poglejte, seveda mi ni vseeno, Nuk mi je že en teden nazaj naredil profil na tako imenovanem Twitterju. In mi v Forumu 21 že pišemo gor fore, da bo gor končno tudi kaj smešnega. Toliko o tem, v sosednjem studiu je že vse pripravljeno za drugi polfinalni dvoboj domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marcel Štefančič. Spoštovani gospod predsednik, gospod Nočkofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Pred nami je drugi polfinalni dvoboj, žreb je hotel, da se nocoj pomerita dva gorenjska slavčka. Desno je poslanec dr. Branko Grims. Dober večer! In levo njegov naravni nasprotnik, zunanji minister Karel Erjavec. Lepo zdrav in hvala, ker me podpirate. Nocoj publiki nekam veliko starejših občanov, a kaj so to vaši? Ne, tisti sendviči in transparenti, masle šagov home zagotovo niso moji navijači. To so naši legendarni vztrajniki, ki nas spremljajo povsod. Zaslužijo si res en velik poklon. Vi ste luč na koncu hodnika naše stranke. Ok, dosti politične propagande. Kviz poznate vse isto kot v prvem krogu, le da je zdaj v polfinalu pomembno tudi končno število osvojenih točk. Namreč, v finale se uvrstita tista dva od treh zmagovalcev, ki bosta zbrala največ točk. Prejšnji teden je Zoran Janković osvojil 25 točk, to je norma. Če kdo od vaju nocoj preseže to številko, je že v finalu. Še kakšno vprašanje? Ne. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Najprej ti vprašanja po principu, kdo bo prej. Pravilen odgovor na prvo vprašanje je vreden 5 točk. Ste pripravljena? Ok. Kateri inštituciji v tej državi zaupa največ Slovencev? Imate 3 sekunde. Gospod Grims je bil prvi, povejte komu? Gasilcem. Odgovor je pravilen! Kako se že reče temu hormonu sreče? Serotonin, ok. Gasilci so zadnje leta praviloma najvišje na lestvici najuglednejših inštitucij v državi. Po zadnjih raziskavah jim zaupa kar 96% Slovencev.
Mogoče veste, komu državljani najmanj zaupajo. Ja, piromanom, a ne? Ja, tako je, ne? Najslabši ugled države imajo tisti, ki podžigajo ogenj, le da jim ne rečemo piromani, ampak politiki, ne? Dr. Grims vodi s 5-0. Ok, drugo vprašanje. Pravilen odgovor prinaša 10 točk. Dobro poslušajte. Koliko hrane na leto zavrže povprečen Slovenc? Gospodar Javc, izvolite, povejte. 82 kilogramov. Tega sem se bal. Ok, povprečen Slovenc letno zavrže 72 kilogramov hrane. No, sej to je rezultat te vlade. Eni stradajo, drugi pa mečejo stran. Ok, smo že pri tretjem vprašanju za 15 točk. Dobro, razmislite. Kakšna je dolžina naše morske obale? Šteje vsak meter. Za zunanjega ministra se spodobi, ne, da bi to vedel, ne? Ja, sej se. 46 kilometrov in 600 metrov. Odgovor je pravilen! Wow, kak dober feeling. Ja, skoraj to, kot pri arbitražnem sporazumu, ne? Še boljš. Slovenska morska obala meri 46,6 km in Karel Erjavec vodi s 15-5. Ok, pred nami je finale. Elektriko smo izklopili, zmagovalca čaka še ena porcija hormona sreče. Vse še odprto, se finale prinaša 20 točk. Odločilno zadnje vprašanje vam bo zastavil naš posebni gost iz Vatikana, upokojeni kardinal Monsignor Franc Rode. Lepo pozdravljeni. Finalno vprašanje nocojšnjega kviza se glasi takole. Dobro prisluhnite. Kakšna je povprečna starost prebivalcev Slovenije? Ne glejte mene, kajti jaz sem že visoko na tem povprečjem. Hvala, monsignor. Imate 5 sekund za razmislek. Čas je potekel, gospodar Javc, odgovarjate prvi. Povprečna starost prebivalca. Kaj pa vem, v Desusu imamo sam nadpovprečne, tako da bi jaz rekel ene 42 let. Ok, v redu, doktor Grims, je povprečen prebivalec Slovenije starejši ali mlajši od 42 let? Če odgovorite, prav ste zmagali, če ne, ste nesrečno zgubili. Ja, jaz bom rekel, da je povprečen Slovenc malenkost mlajši od 42 let. Mlajši? Ja, tako je. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec dvoboja je Karel Erjavec. Dajmo vsi skupaj. Karel, 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 Karel. Uradna statistika pravi, da je povprečna starost prebivalstva v Sloveniji 42,9 let. Glede na demografski trende bomo naslednje leto zagotovo že malce starejši. Gospod Grims, žal se najne poti tukaj končujejo. Jaz bi se opravičil vsem domoljubom. Docoj res nisem bil ta prav, nisem bil jaz. Zelo mi je žal. Dobro se zgodi, sam glav po koncu pa naprej do naslednje begunske krize, ne? Gospodar Javc, zbrali ste 35 točk in postali ste prvi finalist našega kviza. Čestitam. Hvala lepa, jaz odkrito priznam, da si nisem mislil, da bom kdaj med vsemi temi številnimi domoljubi videl finale od blizu. Ok, kdo bo vaš nasprotnik, bomo izvedeli naslednji teden. Gledalke, gledalci, spoštovana publika, to je bil naš 8. domoljubni kviz, muzika vrtela DJ Lorela, vidimo se v soboto, pisem čas in listek, kmalu. Tako, spet smo nazaj v bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin.
Slovenske navijače v naslednjih tednih in mesecih čaka nekaj velikih preizkušenj. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju, konec avgusta bodo na Evropskem prvenstvu nastopili odbojkarji, v začetku septembra pa še košarkarji. Kot zaenkrat kaže, kakšnih blaznih odpovedi ne bo. Z izjemo Kopitarja so se selektorjem odzvali vsi povabljeni in zdravi, tudi Goran Dragić. Ob tej priliki smo pred mikrofon povabili oba naša največja zvezdnika in jo malce povprašali o mukah nastopanja za izbrano vrsto. Goran, na kaj pomislite, ko vam kdo omeni reprezentanco? Ja, meni zdaj kdaj malo zamori, a ne. Šel bi kdaj v Savudrijo, tam imamo tudi pri kolcu s familijo, pa zdaj ne bo nič iz tega, ker moram igrati na prvenstvo, a ne. Mogoče pa izpademo hiter, pa ujamem še kakšen lep dan. Zakaj vas letos ne bo na svetovnem prvenstvu? Če sem spravn, definitivno sem zaenkrat hokejist, zdaj letim ženo na dopust, da pozabim na šport in kako smo igrali. Je to res vaš zadnji nastop za reprezentanco? Verjetno je, ja, počasi se sprašujem, kaj mi je tega treba. Ugotavljam, da postajam vedno bolj star in trd. Moram paziti, da se ne poškodujem, ker na koncu dneva moram tudi živeti od tega. Pa boste še kdaj zaigrali za reprezentanco in kdaj bi to bilo? Ja, siguren. Mislim, ker ratam star, se spet pridružim, ker fantje so super ekipa in mislim, da zaenkrat igrajo dobro. Mogoče je boljš, če ne igram vsak let. Naj se znajdejo sami, naj se pokaže kak skrit talent, ne da sam en podaja. Danes dopoldne so v parku Tivoli odkrili kip bronastega pankerja, spomenik Igorju Vidmarju, očetu slovenskega panka, prvemu darkarju demokracije in dolgoletnemu komentatorju Studia City. A na presenečenje vseh Vidmarja tam ni bilo, kar je zelo razjezilo slavnostnega govorca Borisa Pahorja. Vedel sem, da obljubil mi je karte za Sex Pistols. Že od leta 82 čakam pa Tukaj nota imate. Kako prosim? A v tem plašču je... Evo, tukaj imam kovertu, tukaj nota. Te imel v žepu karte. Kaj v plašču sem jih imel 35 let? A gremo s programom kar naprej? Vidmar je zmer... Samo minutku. Veliko obljubljal in Boste malo pol dal. trebal. Vabila je dobu, Krucefik. zdaj pa jaz nič ne moram, ne? Tako je, kaj čmo. Jaz bi tak, kar takole. Upal sem, da bo prišel zaradi kanepejev, pa To bi vina. tudi zame velik motiv. Saj je. Ja. Če ga lahko še enkrat pokličem, imam njegovo cifro, sem se Ma pusti ga, najavila, naj ne. spi. Jaz nisem nikoli maral tega panka, sami zafrustrirani tipi, ki so kozlali po odru. Bandera rosa, la triunferà. Bandera rosa, la triunferà. Bandera rosa, la triunferà. E viva il comunismo e la libertà. E viva il comunismo e la libertà. Ma kdo je pierde, non mi se pierde. Quelli per umani, voli! Čak malo. Je pa lej, to je pa Vidmar. Lega Vidmarja. Je pa čist trd. Lega Vidmarja. Ja, čist mu je podoben. Ne mene 2 kili je dal zihrba. Ja, isti je. Ja, ka Vidmar, no. Ja, čist isti, no. Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Že naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer, lahko noč in mirec spanec.